Lep pozdrav vsem na današnjem zaključnem dogodku projekta Moje delo, moja pokojnina. Zelo sem vesel in ponosen, da nam je skupaj s partnerjem Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje uspelo pridobiti sredstva na razpisu Evropske komisije za projekt, ki naslavlja problematiko pokojninske vrzeli med spoloma, to je razliko med povprečno pokojnino žensk in moških. Projekt izvajamo od januarja leta 2019 in ga bomo zaključili letos, meseca junija. S pomočjo projekta smo najširšo javnost in še zlasti ženske in mlade informirali o delovanju našega pokojninskega sistema, dejavnikih, ki vplivajo na pokojninsko vrzel med spoloma, in razvili orodje, pokojninski kalkulator, ki bo zavarovankam in zavarovancem pomoč pri informiranju o pričakovani pokojnini in sprejemanju odločitev. V okviru projekta smo najprej podrobno preučili temeljne vzroke za pokojninsko vrzel in njene posledice. Študiji, ki jih je opravil Inštitut za ekonomsko raziskovanje, sta osvetlili ključne dejavnike, ki prispevajo k pokojninski vrzeli med spoloma ter vpliv sprememb pokojninske zakonodaje na pokojninsko vrzel. V nadaljevanju projekta pa smo pozornost posvetili informiranju in ozaveščanju o pokojninskem sistemu, pokojninski vrzeli med spoloma ter o dejavnikih, ki vplivajo na njo. Pripravljeni so bili informativna gradiva, video spoti, posebna informativna spletna stran ter razvit tako imenovan pokojninski kalkulator. Vse to bo prispevalo k temu, da bi lahko ženske in moški sprejemali bolj informirane odločitve skozi celotno življenjsko obdobje ter se ne glede na to, kakšne odločitve bodo sprejemali, bolj zavedali tveganj, ki lahko negativno vplivajo na njihove bodoče pokojninske pravice. S tem projektom in tudi vsemi drugimi dejavnostmi želimo prispevati k pomembnemu cilju: zmanjšati oziroma odpraviti pokojninsko vrzel med spoloma ter doseči dostojni življenjski standard pozni starosti, ki bo zagotavljal ekonomsko neodvisnost in preprečeval revščino za vse, tako ženske kot moške. Ko govorimo o pokojninski vrzeli med spoloma, se moramo zavedati, da gre za širšo tematiko, ki se ne nanaša samo na pokojninski sistem, ampak na vrsto ukrepov, ki zadevajo trg dela, socialne politike, družinske politike, vrtce in izobraževalni sistem, zdravje in še bi lahko naštevali. Zato je ključnega pomena razumeti, kako je razlika v pokojninah med spoloma povezana s širšimi neenakostmi med spoloma v družbi. Gre za razlike, ki izhajajo iz trga dela in odražajo predvsem razpoložljive možnosti in različne odločitve žensk za uskladitev poklicnega in družinskega življenja. Seveda v tem kontekstu ne smemo zanemariti pomena številnih omejitev, s katerimi se srečujejo ženske pri odločanju in jim onemogočajo svobodno izbiro. Glavni kazalniki razlik na trgu dela med ženskami in moškimi so razlike v plačah, trajanje delovne dobe in intenzivnost dela, kot je zaposlitev s polnim ali skrajšanim delovnim časom. Ti končno privedejo do razlike v pokojninah med spoloma. Po drugi strani pa socialne politike in pokojninski sistemi bistveno zmanjšujejo pokojninsko vrzel z različnimi solidarnostnimi elementi, na primer nadomestila za poklicno prekinitev in prerazporeditev pokojnin. Pokojnine žensk so v vseh državah Evropske unije bistveno nižje od pokojnin moških, kar je posledica mnogih dejavnikov. Naj omenim nekatere med njimi. Ženske imajo skozi celotno življenjsko obdobje v povprečju nižje plače, delajo v slabše vrednotenih panogah in poklicih ter na nižjih delovnih mestih, so pogosteje zaposlene s krajšim delovnim časom in imajo krajše delovne dobe kot moški. Zaradi skrbi za majhne otroke, zlasti na Zahodu, velikokrat prekinjajo svoje delovno življenje, povsod pa postavljajo delovne kariere v ozadje zaradi skrbi za otroke in starejše. Posebno poglavje so mlade ženske, katerih delovni vzorci so še bolj kot delovni vzorci mladih moških pogojeni z netipičnimi in nestalnimi oblikami dela. Vse te neenakosti se skozi življenjski cikel nalagajo ena na drugo in na koncu odrazijo pokojninski vrzeli. V Sloveniji je pokojninska vrzel med spoloma 18% in je nižja od povprečja EU 28-terice, kjer je 30%.
Razlogi za to so relativno nizka plačna vrzel med spoloma in visoka stopnja zaposlenosti žensk za polni delovni čas, še posebej mater oziroma žensk z majhnimi otroki, kar zagotavljajo sistemi, ki podpirajo usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. Med drugim gre za dobro oblikovan sistem materinskega, očetovskega in starševskega dopusta z visokim nadomestilom, pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva, dostopnost javnega otroškega varstva, možnost jutranjega in popoldanskega varstva otrok v nižjih razredih osnovnih šol, organizirani šolski prevoz, zagotovitev toplih obrokov v vrtcih in šolah ter možnost upravičenega izostanka z dela in nadomestila za nego otrok. Pokojninska vrzel med spoloma se v Sloveniji zadnja leta postopno zmanjšuje. K temu je pomembno prispevala pokojninska zakonodaja, ki je izenačila pogoje za upokojevanje za ženske in moške ter tako odpravila zgodnejše upokojevanje žensk in zato posledično nižje pokojnine žensk v primerjavi s pokojninami moških. Kljub temu si moramo v Sloveniji, tako kot v drugih državah EU, vse skozi prizadevati za odpravo pokojninske vrzeli in s tem posledično tudi revščine starejših, ki je še posebej visoka pri starejših ženskah, ki živijo v enočlanskih gospodinjstvih. Seveda pa naj na koncu poudarim, da naše delo ne bo uspešno brez sodelovanja s številnimi drugimi deležniki, vključno s strokovnjakinjami in strokovnjaki iz različnih institucij ter seveda socialnimi partnerji. Hvala vsem za sodelovanje in želim vam uspešno konferenco.